Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani v oddaji Sreda v sredo. Morda verjamem, da mnogi sploh ste pozabili, ne veste, da smo prejšnji teden praznovali 25-letnico pomembne odločitve takratnih delegatov vseh treh zborov Republiške skupščine v Sloveniji, in sicer, da so spremenili toliko ustavo, da se je Slovenija preimenovala iz socialistične v Republiko Slovenijo. To je bil eden od korakov, ki je potem pripeljal do osamosvojitve in seveda do tega, da živimo zdaj že četrt stoletja v novi državi, ki pa konec koncev se ni znebila vseh tistih stvari, ki so takrat narekovajo krasile bivšo socialistično državo, namreč, da se oblast arogantno loteva stvari, ne glede na to, če je ljudska volja proti. No in prejšnji teden se je v Državnem zboru zgodilo marsikaj tega, kar mi samo po sebi pravi, da ta oblast zaradi večine, ki jo ima v parlamentu, zelo arogantno prisili, da se zadeve sprejmejo po skrajšanem, hitrem, ne vem kakšnem postopku, glavno onemogočijo sleherno razpravo tako v strokovni kot tudi sicer civilni javnosti. Ena od stvari, ki je prejšnji teden zaznamovala delo Državnega zbora, je seveda sprememba zakona o družinski zvezi in ne vem, kako se že imenuje, ampak v tem več moja nocojšnja gostja Jelka Godec, poslanka Državnega zbora iz vrst Slovenske demokratske stranke. Najprej dobrodošla v Mursko Soboto, ker namreč tu snemamo oddajo, in seveda lahko ste karkoli govorili za govornico, ampak volilni stroj je svoje naredil. Tako je. To ste dobro povedali v začetku, v bistvu gre za popolno aroganco volje ljudstva, gre za popolno aroganco tudi argumentov, ki so bili izrečeni v Državnem zboru, gre enostavno za argument moči, in ko koalicija pač ugotovi, da je to, da ima torej dvotretjinsko večino oziroma večino v Državnem zboru, potem si lahko privošči tudi to, da sprejema zelo pomembne odločitve za našo družbo po skrajšanih postopkih, brez kakršnih koli, bom rekla, brez da bi trenili z očmi ali karkoli, samo čakajo na pritisk na gumb, in seveda potem je odločitev takšna, kot je, kakršna je bila tudi pri zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Torej, karkoli smo govorili, karkoli smo dokazovali, tudi to, da je bilo zunaj nekaj tisoč ljudi, ki so protestirali. Dominantni mediji so rekli nekaj sto. Nekaj sto, ja. Mislim, ko sem jaz videla reportažo iz vklop v živo, kjer je bilo zadaj množica, tisoče ljudi, in govori novinarka, da je nekaj sto ljudi, in bila sem tudi sama seveda zunaj pred Državnim zborom, ne moreš verjeti, da v bistvu nacionalni mediji poročajo v takšnem stilu. Gospa Godčeva, pogledajte, levičarji naši v Sloveniji so pred 2 letoma, če se dobro spomnim, s pomočjo dominantnih medijev intenzivno tolkli po sosednji Madžarski oziroma po tistem predsedniku vlade Fidesa Orbanu, češ kako si z aroganco, ker ima pač ustavno večino v parlamentu, dovoli vse. A ni to nekaj zdaj podobnega? Ja, vsekakor je, ne. Govoriti seveda o drugih je veliko lažje, sam potem delaš isto, po istem principu, s tem, da, bom rekla, dejanja pri njih so točno takšna, kot torej z večino in po skrajšanih postopkih. Dočim nenehno poslušamo tudi strani ministrov, da gre za javni konsens, da so se pogovarjali s socialnimi partnerji, da se pogovarjajo torej vsemi, ki so vpleteni s civilno družbo in tako naprej. Ampak na koncu ugotoviš, da ko ti ljudje povedo, ko ti pove civilna družba, da ni bilo nobenih povabil in ničesar, da tudi ko smo na odboru recimo za ta zakon zahtevali javno razpravo, je bila odločno proti, torej celotna koalicija, torej dejanje nekaj, govorjenje drugo, lahko je kritizirati sosede, na koncu sam narediš isto, vendar ljudje nekako to pozabijo, ne, to aroganco.
in tudi to, da se v bistvu ne pogovarja. Gre za nek fenomen, namreč, če se dobro spomnim, je predlog spremembe tega zakona o zakonski zvezi predlagala opozicijska poslanska skupina Združene levice. 6 poslancev je tako močnih, da je celotna koalicija potegnila z njimi. Ja, to je v bistvu nek fenomen, ne. Jaz mislim, da tu gre seveda za nek dogovor, ne, med, ja, vsekakor nekaj se bo še skuhalo verjetno glede tega, ampak ministrica je nenehno, tudi koalicija poudarjala, da oni imajo tudi pripravljen zakon, vendar jih je Združena levica prehitela. Torej, gre za nek dogovor, jaz sem jim tudi povedala na odboru, da je to enostavno bilo v stilu, da naj to naredi Združena levica. Če bo šlo karkoli narobe, bodo rekli, mi nismo bili, mi nismo tega sprejemali, to, mislim, predlog je bil Združene levice, mi smo samo videli pač priložnost, da se ta zadeva reši in tako se bi tudi po moje SMC izvlekla iz vsega skupaj, ker ti volivci, vsekakor, če so volili SMC, dosti mi zdaj sedaj pravi, mislim, kaj sem volil, zakaj sem to volil, to je nemogoče, kaj se dogaja, ne. In mislim, da se bo tukaj potem pač SMC malo izvlekla in rekla, gledajte, se mi nismo nič imeli pri tem, mi smo pač sem glasovali tako, kot se nam je zdelo. Leta 2012 smo bili na referendumu prav o tem vprašanju. Čeprav je nekaj malega zmanjkalo, če se dobro spomnim, glasov, ampak vseeno, tam je 233 tisoč ljudi, če se dobro spomnim, reklo ne spremembam zakona. Zdaj pa se predlagatelji sklicujejo na neko zadevo iz Ustavnega sodišča z leta 2009, če se dobro spomnim, ampak samo za področje dedovanja, ne? Tako je, Ustavno sodišče je v bistvu vzelo v pregled zakon o registraciji istospolne skupnosti, razmeri in tam je res, gre za protiustavnost, namreč ni možno dedovanja, ne. In tudi v odločbi je napisalo, da je potrebno zakon spremeniti na tem področju, a hkrati v 3. točki povedalo, da dokler se zadeve ne uredijo, je istospolna partnerska skupnost primerljiva z zakonsko zvezo raznospolnih. Tako da v bistvu ne gre za protiustavnost, zadeva je sedaj pač bila takšna, da torej velja dedovanje in mi smo že leta 2009, glede na to ustavno razsodbo, tudi predlagali novelo tega zakona o istospolni partnerski skupnosti, vendar jo je SD oziroma takratna vlada zavrnila. Torej, 2-krat smo vložili, 2-krat je bilo zavrnjeno. No in kasneje se je potem seveda razvil ta družinski zakonik oziroma spisal, ki je bil veliko bolj, bom rekla, blag glede na zdajšnji zakon. Predvideval je poroke, ne pa tudi posvojitev. No in takrat je to seveda padlo na referendumu in jasno je, da na referendumu ni glasovala samo desnica proti, da ni glasovala samo Slovenska demokratska stranka ali pa Nova Slovenija proti, ampak tudi iz strani, bom rekla, SD-a in, če tako lahko imenujemo, levičarskih strank. In danes v bistvu, oziroma v tem tednu smo poteptali voljo teh ljudi. 2300, nekateri pravijo, da to ni nič, da je to peščica ljudi, ampak glejte, referendum je bil, referendum je povedal in po 2 letih tudi sama predlagatelji Združene levice in koalicije govorila, da se ni popolnoma nič spremenilo, zato ne želimo imeti neke javne razprave, ne. In če se ni popolnoma nič spremenilo, potem velja še vedno tista volja ljudi, mislim, da še vedno, ker referendum je bil legitimen, da se seveda to nekako v množici ljudi ni sprejemljivo. No, kolikor mi je znano, bo vseeno referendum, kajti civilni družbi z imenom Gre za otroka je uspelo dobiti dovolj glasov, da se lahko sproži postopek za zbiranje podpisov za referendum. Tokrat je ta prag precej višji, 40 tisoč podpisov je treba zbrati. Ja. No, kolikor sem jaz bila v stiku z to civilno družbo, je v bistvu so zbrali te podpise brez problema, sicer se podpisi še zbirajo, oziroma mislim, da je zdaj končano, no, ampak brez problemov teh 40 tisoč, tudi odzivi, ki sem jih sama dobivala in pa splošno so, da kje se da podpisati, da se zadeva podpiše in gre spet na referendum. Tako da ja, očitno se pripravlja, sicer je zdaj še zakon v Državnem svetu, bomo videli, kako bo s tem vetom, tako da spet na volitve oziroma na referendum. Na referendum. Mislim, da si vseeno vsaj, da se ne bomo več
oseba ena, oseba dve, ali pa obratno se ne vem kako, ne več oče in mama, ali pa ne vem, malo dejansko človeka spravi v neke čudno razpoloženje, ko sliši, kaj odločajo in kako se odločajo v parlamentu poslanci. Zakaj, mislim, ne smešno, ampak žalostno je to, da koalicija, ne govorim zdaj o predlagateljih, ker oni se smatrajo kot opozicija Združene levice, ampak recimo o Desusu, ne? Zakona, ko ob moji razpravi sem videla, da ga sploh niso prebrali, da sploh ne vejo, kaj piše, ne? In tudi v medijih se pojavlja samo to, da v bistvu se zagovarja poroka, ne? Nobenega problema. Ampak kaj so posledice poroke? Ne? In tem tudi sem sama velikokrat opozarjala, vprašajmo se, kaj so posledice sedaj tega zakona. Ne? In ko sem tudi v Državnem zboru prebrala člen tega zakona, v katerem piše, da stari starši ne morejo posvojiti otroka, v slučaju smrti staršev, seveda, da pa lahko posvoji tuji starši, tudi istospolnih, pa sem v bistvu opazila pri Desusu, da je nastala panika, da enostavno tega niso vedeli. In ko so se začeli zavedati, da v bistvu oni svojih vnukov ne morejo posvojiti, da lahko dobijo drugi starši, potem mislim, da se je tudi malo mnenje tam zjalovilo in so glasovali po svoji vesti, kar zelo spoštujem. In tudi mislim, da bi morali vsi v Državnem zboru glasovati po svoji vesti in ne glasovati kot glasovalni stroj. Vem, da so tudi marsikdo v SMC imel probleme s tem glasovanjem, ampak žal je pač moral glasovati politično in ne po svoji vesti. In torej, v bistvu se samo v medijih pojavlja to, torej zakonska zveza istospolnih, ne pa vse posledice in da tudi Združena levica sama ne ve, kaj so posledice, da Združena levica, ko smo jih vprašali, kaj to sedaj pomeni, ko se bosta dva poročila, kako se jih bosta imenovala, ali bo še ta famozni stavek, ki ga vse posod slišimo vedno, proglašam vaju za moža in ženo ostal, ali kako bo? Ali bo to oseba ena ali oseba dva, ker sedaj je zakonska zveza zveza dveh oseb in ne več moža in žene. In mene je presenetil odgovor predlagatelja Združene levice, da se s tem oni ne ukvarjajo, da s tem se ne ukvarjajo slavisti. Torej, če ti napišeš nek zakon, če nekaj želiš, moraš vedeti posledice, moraš znati odgovoriti na vsa ta vprašanja in teh odgovorov nismo dobili in zato sedaj se seveda pojavlja med ljudmi, ali sem še oče, ali sem starš ena. In te zadeve bi mogle biti razjasnjene. Mogoče sploh ni tako, ampak mi ne vemo, v zakonu piše dveh oseb in sedaj so torej oseba ena in oseba dva. Kar nekaj takih stvari, zakonov je šlo v tem mandatu novem skozi, ko se potem verjetno predlagatelji, ko ga implementirajo v prakso, zavedo, kje pa so zdaj naredili napake in znova takoj grejo popravkov. Ja, jaz mislim, da tudi v tem zakonu bo popravkov, ne, ampak dostikrat dobiš odgovor, ja, saj bomo videli, kako gre, pa bomo potem zadevo popravili, ne. Ampak jaz mislim, da ni sedaj čas za eksperimentiranje s takšnimi zakoni, predvsem ne s takšnim zakonom zakonski zvezi. Glejte, mi imamo druge probleme v državi, v kateri druge zakone sprejemati. Ampak mi se ukvarjamo sedaj s tem, ukvarjamo se s KPK-jem, ukvarjamo se z ministrico in tako naprej, namesto da bi se ukvarjali v bistvu z ukrepi za dvig gospodarstva, s fiskalnim pravilom in tako naprej. In to je v bistvu samo nek pesek v oči ljudem, da pozabijo na vse te zadeve, da še vedno imamo veliko brezposelnih, premalo delovno aktivnih, premalo dvig gospodarstva, gospodarska rast je zaradi tujih trgov in tako naprej. Tako da so to, bom rekla, zadeve, ki so za takrat, ko bomo pa res lahko se o teh zadevah pogovarjali, ko bo družba na tako visoki, tudi etično-moralni ravni, da se bomo lahko o tem pogovarjali. Pri nas pa danes vidite, kakšne stvari se dogajajo, več ne veš, kaj je prav, kaj ni prav, kdo laže, kdo ne laže in v bistvu še s takšnimi zakoni pa še zadevo še poglabljamo oziroma slabo. Ampak zanimivo, ne? Prvih 100 dni je vlada Mira Cerarja se ukvarjala sama s sabo, ne? Torej, Miro je na vse pretege iskal ljudi, ki bi mu zapolnili ministrski kabinet, pa je bil ves čas nekje visoko, kar se rejtinga tiče. Se pravi, za državo, za nas ni storil pravzaprav ničesar. No in zdaj z petkovim odstopom gospe ministrice Setnikarjeve za izobraževanje in tako dalje, se mu bo verjetno znova dvignil rejting, ker bi iskal novega ministra ali pa ministrico.
Ja, gledajte, omenjali se 100 dni, ne. Jaz mislim, da več kot 100 dni se že ukvarjajo sami s sabo, zdaj se bojo ponovno ukvarjali sami s sabo. Gledajte, morate vedeti, da recimo, ne, ena seja v januarju v Državnem zboru, ki je imela 12 točk vsebinskih, je bilo 8 naših. 8 predlogov zakona, torej opozicije, in od vlade nič. In potem dostikrat nam vlada očita, ja, zakaj pa vi ne daste tega zakona, ne? Zakaj pa vi tega naredite? Ne, saj vladate vi, torej morate vi vlagati zakone. No, in tudi sedaj, ne, pod odstopom ministrice, jaz ne verjamem, da se bo rejting dvignil gospodu Cerarju, kajti tudi on je zaslužil nekje 350 000 evrov na avtorskih honorarjih z javnimi sredstvi in sedaj se bo spet ukvarjali sami sabo. Zanimivo je, ne, ministrica Setnikarjeva, ki sicer je res v 11 letih ob redni plači skasirala še 633 000 evrov honorarjev, avtorskih, ne, je pa pripravila spremembo zakona o visokem šolstvu, kjer bi prav to ekstra služenje celo uzakonila. Ja. Jaz sem rekla, da v bistvu ljudje, zakaj je tem ljudem to normalno, takšni zaslužki preko avtorskih pogodb in da se zadeve zakonijo, ker se skozi sučajo v teh krogih, ker so ti avtorski takšni zneski popolnoma normalni. Jaz, ko sem bila direktorica enega javnega zavoda in ki sem organizirala seminarje, kadar sem poklicala takšne predavatelje, honorarji so bili vedno postavljeni nekje 400 evrov neto plus potni stroški. In to od javnega uslužbenca se meni zdelo nenormalni stroški, ne. Zdaj, kar se tiče, ja, ministrica je ugriznila v to zakon o visokem šolstvu, vendar, če smo ga pogledali, če smo videli samo majhen odziv tistega, torej v strani študentov in drugih, je bil ta zakon zelo, zelo slabo zastavljen. Uzakonjal bi tudi naj šolnine, torej vračanje šolnin za nekaj, kar nisi vplačal, boš vračal, ne, in tudi te avtorske honorarje oziroma te zadeve. Včasih se pojavijo stvari, ki bi mogoče lahko kaj preko avtorskega, ampak ne, mislim, to so zneski, jaz jih ne znam predstavljati, no. Meni je to nepojmljivo. 11 let, dobra milijarda evrov honorarjev. Davkoplačevalskega denarja, verjetno. Ne glede na to, da je zdaj gospa Setnikarjeva odstopila, prav gotovo boste v parlamentu vseeno, tudi v povezavi z predlaganjem, razen če ga zdaj predlagatelj umakne ta zakon, morali kaj povedati na to temo? Ja, vsekakor, no, zakon je samo koncept, ne, zakon o visokem šolstvu, to je tudi ministrica poudarjala, v bistvu še ni v proceduri, naj bi šel v javno razpravo in naj se bi vključili, oziroma mislim, da se že vključujejo tudi študenti in tako naprej. Torej, tukaj bodo še popravki, jaz upam, da, no, da ne bomo takšnega zakona dobili v Državni zbor. Vsekakor bo pa potrebno reči nekaj na tem področju podjemnih in avtorskih pogodb, vendar morate vedeti, da že obstajajo omejitve, da če si recimo zaposlen na fakulteti, za to isto fakulteto ne moreš sklenati avtorske pogodbe oziroma podjemne pogodbe za poučevanje, ne glede na to, ali gre za evropski projekt ali nacionalni projekt ali karkoli, ne smeš. In pravim, sama kot direktorica, ki sem bila prej direktorica, to točno dobro vem in nikoli nisem smela v istem podjetju oziroma javnem zavodu poučevati ali karkoli preko avtorskih in podjemnih, torej nikakor nisem mogla, ne. In da se to sploh lahko zgodilo, to pomeni, da se je to že vedelo nekje, ker se je beležilo, mi smo tudi na ministrstvu morali vedno dati podatke o vseh podjemnih in vseh avtorskih pogodbah, ne, ker vemo, poznamo iz prejšnjih let tudi te velike svetovalne pogodbe in tako naprej, ne. Tako da to reči sedaj, da se o tem ni vedelo, ne, je malo tako in jaz ne razumem tukaj ministrice, res ne, ker je dobro vedela, kakšna je zakonodaja, da se sploh v to spustila. Jaz upam, da bomo na tem področju ali bomo zadeve zaostrili oziroma pregledali tisto, kar je pač treba pregledati, ampak to ni Državni zbor, to so službe za to, ki morajo te zadeve spremljati in tudi sankcionirati. Pri nas je problem ta, da se zadeva ugotovi in se ne sankcionira. Ministrica odhaja nazaj na fakulteto. Tam je čaka delovno mesto. Tam je čaka delovno mesto, kar je nič spornega, ampak glejte, ali bo za to odgovarjala za teh avtorske honorarje, ki jih je sklepala svojo fakulteto kot dekanja, to je eno vprašanje, ali bomo pustili to pri miru in potem seveda s tem tudi nekako sporočamo ostalih, da je to okej in da lahko to delamo naprej. Ob vsem tem, kar se je zgodilo prejšnji teden, se mi zdi, da vseeno obstaja neka
teorija zarote. Namreč prav prejšnji teden je bila javnosti predstavljena posodobljena aplikacija Supervizor. Prav prejšnji teden se je zgodila zadeva v povezavi z odločbo Vrhovnega sodišča, da preprosto ukine Klemenčičevo poročilo o materialnem položaju oziroma o premoženju Janeza Janše in prejšnji teden je Štefanec znova napovedal, da se bo lotil Janševega premoženja. Hkrati pa Supervizor pokaže, kako so pa ti, ki so bili pred državnem koritu, pa, kako pravijo naši južni bratje, šakom in kapom. Tako. Ja, teorija. Jaz ne vem, če teorija zarote samo od prejšnjega tedna, meni se zdi, da je že res, da vsi dogodki, jaz ne vem, vsi dogodki so tako povezani, da res že lahko začneš razmišljati, da je točno datumsko nekdo plasira zadeve na trg oziroma v medije. Ja, v bistvu nekako, jaz sem celo dobila nek smešen odmev na to vse, da si je v bistvu Slovenska demokratska stranka plasirala Setnikar Cankarjevo, zato da bi se pozabili na Janšo in na odločitev Vrhovnega sodišča, mislim, kar je res smešno do konca, ne veš, kaj bi sploh na to. Ob dejstvu, kdo ima vzvode v rokah. Tako, ob dejstvu tem, da vemo, kdo je na KPK, kdo je minister za pravosodje in tako naprej, tako da na takšne očitke niti več človek ne more odgovarjati. Ampak ja, zanimivo je, da v bistvu je Vrhovno sodišče, ne zanimivo, ampak pravilno odločilo, da zavrže to poročilo KPK-ja. Seveda je takoj nastal ta spin, da Vrhovno sodišče ni odločilo vsebini in da je treba vsebini ponovno odločiti oziroma ponovno pregledati Janševo premoženje. Ampak hkrati pa molčati oziroma v bistvu molčijo na področju Setnika Cankarja oziroma teh avtorskih honorarjev, to je pa popolnoma nesprejemljivo. Jaz mislim, da so to prvi pregledi, ki bi mogli biti narejeni, torej javni denar in da se izjavlja, češ, da je to nekako izraba javnih podatkov oziroma varovanje podatkov. Se je že varuhinja že zabila, kar se tega tiče, pa vseeno. Nekje tudi kroži, narekovajo šalo, anekdota morda, da je Cerar tako hitro sprejel odstop Setnikarjeve, ker preprosto bil užaljen, ker je manj zaslužil kot pa ona. Ja, to je bilo veliko na medmrežju, da češ, oziroma na internetu, da je pač užaljen in da bo on polovično odstopil, ker ima polovični znesek. In gledajte, se tudi o njegovem zaslužku smo vedeli prej, se tudi o njegovem zaslužku se je veliko govorilo, ampak mediji o tem niso razpravljali, nikoli noben nič ni rekel. Vemo, kako je bilo pri predsedniku Slovenske demokratske stranke za vsak evro, ki ga ni, mislim, jaz ne vem, ali lahko vsak državljan dokaže za vsak evro, dobesedno za vsak evro, za 10 let nazaj, kje ga je dobil in kam ga je dal. Jaz mislim, da zelo težko. Jaz sama vem, da recimo, če me vprašate za 10 let nazaj, kdo mi je plačal mobitel, ne bom vedela, razen če si nisem napisala na račun. Dočim te velike zneski, to niso mali zneski, teh velikih zneskih pa človek mora vedeti, kaj je delo in kaj ne. In gospod Cerar je tudi eden izmed zaslužkarjev, če tako lahko rečem, pa tudi veliko profesorjev, ki se jih oglaša z te strani, je med njimi, ki prav tako služijo za svetovanje in tako naprej. Tako da jaz mislim, da gospod Cerar ni ravno užaljen, ampak... Ali se bo v parlamentu morda vseeno postavilo vprašanje zaupnice vladi Mira Cerarja, ker konec koncev tisto, kar je on v predvolilnem času na veliko govoril in zagotavljal o neki etiki, morali, kar je seveda volilno telo zgrebilo in zato tudi s tako veliko večino poslalo v parlament njegove poslance. A bi bil čas, da se vpraša o zaupnici? Ja, o tem bi bilo treba razpravljati oziroma govoriti. Je res, da mi v bistvu na vsaki seji vprašamo po teh moralno-etičnih načelih. Glejte, imate pravosodnega ministra gospoda Klemenčiča, ki je kršil ustavo in ima popolno zaupanje premierja. Po njegovem globokem prepričanju deluje gospod Klemenčič v smeri pravne države. In če kdo, potem je vsekakor mislim, da premier Cerar tisti, katerega bi bilo potrebno vprašati po zdravju, če lahko tako rečem, in da ščiti ministre, ki kršijo ustavo,
ki se ne držijo, pa tudi ne, bom rekla, tudi koaliciji, ne, nekih tistih začrtanih ciljev, ki so si jih dali pred volitvam, predvsem tako, kot ste rekli, moralno-etičnih pogledov, da tudi vsi v koaliciji delujejo, tako kot smo na začetku govorila, po argumentu moči in da ni nobenega pogovora ali pa sodelovanja z civilnimi iniciativami in tako naprej, ker dostikrat tudi pri, bom rekla, čisto pri enostavnih zakonih, se ni nobena enostavna, ampak pri manjših temah ugotavljamo, da v bistvu ministri se ne pogovarjajo, ne odzivajo, da pač grejo, bom rekla, kot tank naprej in če ne prej, bo po tej moralno-etičnih vrednotah vprašan SMC na volitvah. Ne. Takrat pa mislim, da bodo ljudje, jaz upam, da videli, da je bilo to le neka prazna obljuba, prazna vreča, ki pa se zdaj izkazala, da v bistvu ni nič moralno-etično. Ampak samo potem me čudi, na kakšnih principih deluje ta koalicijska vlada. Če so nekaj zapisali, kar je bilo javno prezentirano v koalicijsko pogodbo, potem zdaj z figo že posedijo za isto mizo. Ja, jaz mislim, da imajo kar probleme znotraj koalicije. To se kaže, gledajte, tudi na področju privatizacije, ne. Saj koaliciji niso enotni v tem, a privatizacija da ali ne. In to je ena zadeva, da je tudi ta zakon o zakonski zvezi pokazal, da koalicija se ne drži niti koalicijske pogodbe. To je tudi gospod Jurša iz tega konca povedal lepo, ne, da v koalicijski pogodbi piše, da bo na tem področju nastal neko pogovor, javna predstavitev in je vprašal ministrico, kdaj je to naredila in zato tudi glasoval proti. Mislim, da ne sem zaradi tega, ampak to je tudi eno. In jaz mislim, no, da koalicija bo imela svoje, bom rekla, test na privatizaciji, tudi sedaj na bankah in tako naprej. Tako da bomo videli, kako dolgo bo izdržali. Ampak vseeno, zanimivo, pri teh strateških zadevah pravzaprav vedno kot spin vržejo nekaj, kar naj javnost gloda. Ne vem, ko se je najbolj lomila koplja okoli tega, kdo bo in na kak način prevzeti DUTB, pa konec konca tudi državni holding, se je pojavil Časar. Ne? In Časara smo naenkrat postavili v vseh dominantnih medijih v spredje, ampak s poudarkom, nekdanji visoki funkcionar SDS-a. Ja, to nenehno poudarjajo. Čudežni deček SDS-a, nekdanji funkcionar. Časarja so, ko so ga prijeli, še 3 dni, 4 dni po tistem je informacija šele prišla v Slovenijo, da ga imajo v Parizu. Istočasno, ko je prišlo odločitev Vrhovnega sodišča za Klemenčiča in seveda DUTB in tako naprej. Tako da nenehno v bistvu v medijih doživljamo ta spin, preusmeritev, bom rekla, pogleda na neke druge stvari, ki bom rekla, niso popolnoma, so nepomembne v tem trenutku. No, tako kot sem prej rekla, dajmo se pogovarjati o rasti gospodarstva, dajmo se pogovarjati o privatizaciji, o fiskalnem pravilu in teh zadevah. In tukaj zdaj kar moči ljudje pozabljajo na to, ne. Zdaj smo Časarja dobili, zdaj je Setnikarjeva odstopila, ne, in Cerar je tukaj zdaj pač malo bolje zapisan in zdaj smo odpravili diskriminacijo istospolnih in tako naprej, ampak nič pa o gospodarski rasti. Kaj je naša vlada naredila za to, da bomo ljudje živeli bolje? Ta pokrajina se lahko v Sloveniji v negativnem smislu pohvali z več kot 20% brezposelnostjo. Pri nas je v tem koncu več kot 10.000 dela sposobnih na cesti, torej o tem pa nič. Ja. To je v zadnji, torej v decembrskem oziroma januarskem je spet bila povišana brezposelnost ravno v tem vzhodnem delu Slovenije. Ne, o tem se ne govori, o tem, to vprašanja so neprijetna za našo vlado, tudi za ministre. Vemo pa, kaj se dogaja, ljudje ali so doma, torej na cesti dobesedno brezposelni, ali odhajajo v Avstrijo. Tudi otroci, kolikor vem, pa poznam še iz prejšnjega časa, veliko se jih šola v Avstriji. Torej, izgubljamo mlado delovno silo, starejše puščamo na cesti in nihče o tem popolnoma nič. Pušča se, da se podjetja
torej grejo v stečaj. Niti se ne potrudijo na ministrstvu, kar je meni zelo nepojmljivo, ker sem tudi ministrico o tem poprašala, zakaj se v podjetjih, katerih vemo, da grejo v stečaj, zakaj se ne naredi prestrukturiranje delavcev oziroma izobrazba, da se jih preusmeri, ampak ne tako, kot je bilo pri leti šivilje na varilstvo, ampak v panoge, ker vemo, da bi lahko in da je ta del, torej Pomurje, ima perspektivo na področju turizma. In popolnoma nič, nobenih zadev, tudi te ukrepi, ki so bili zakon za Pomurje, zdaj preneha, oziroma se Menda končuje. naj bi 2 leti podaljšal, tako je vsaj zagotovil minister. Ja, ampak kaj bomo s tem naredili? A bomo že s tem zakonom, ki smo ga imeli, je 20% brezposelnost. Torej neki ne štima. Nobenega učinka za te milijone, ki so prišli. Učinka ni, nekateri so imeli učinek, to vemo. To se tudi strinjam, ja. Nekateri, ampak ne tisti pravi. Tako da podaljšanje zakona, če bomo s tem, ne vem, povečali brezposelnost, potem nima smisla. Mi moramo usposobiti ljudi oziroma imeti delovne aktivne, narediti, pa ne, že spet bom rekla strategijo, ki jih imamo v Sloveniji zelo veliko, ampak ko je treba strategijo uresničevati, smo pa kar hiter pozabimo na te zadeve in jaz mislim, da Pomurje, gledajte, področje turizma ali ne vem drugače pa se v Državnem zboru o tem ne govori. Povejte mi še to namreč, poslušal sem zadnjič, gledal celo eno sejo, ko ste sprejemali spremembo zakona o sodniški službi, če se dobro spomnim, to je bilo prejšnji teden, in očitek koalicije, češ, da opozicija premalo tvorno sodeluje pri ponujanju zakonskih sprememb aktov, slišim, ne vem, amandma številka 1B, SDS proti, 2B SDS proti, 3B SDS proti, potem pa amandma, ki ga je pripravila koalicijska skupina 3 strank, sprejet. Kaj hočem povedati? Včasih človek misli, ali ne izgubiš voljo, da že naprej veš, da bo tvoja pobuda, tvoj predlog naletel na glasovanje proti. Zdaj, če govorim lahko stališča Nova Pečena, pa zdaj že pač prvi mandat moj, to me od začetka mene zelo presenetilo, ker recimo na enem odboru, ki je bil na temo ebole, sem predlagala sklep, da pač ministrstvo na 3 mesece poroča, kako mi na tem področju delujemo. In koalicijski SMC-ja poslanec je pred glasovanjem za ta sklep 3-krat ponovil, da gre za predlog sklep Slovenske demokratske stranke. In ne kaj, o čem sklep govori, samo gre za sklep in seveda je bilo takoj proti. Torej vsebina ni važna? Ni bila važna vsebina in so bili proti. Počasno sem se v bistvu na to navadila. In vedno mi kdo, mislim, dostikrat mi kdo reče, ne obupati. Predlogi so dobri, amandmaji so dobri, vztrajati je potrebno na tem, te pa razjezi, ne več žalosti, ampak razjezi, da vsebina ni pomembna, da si ti nenehno očita, da ne deluješ konstruktivno in bom rekla v dobro, seveda vseh teh, v dobro ljudi in zakonov in tako naprej. In ko predlagaš dober amandma, ki ti v bistvu koalicija v razpravi govori, da je dober amandma, da je dober predlog, vendar ga ne morejo podpreti, potem veš, zakaj ga ne podprejo. Torej zato, ker je pač od SDS. In jaz mislim, da s takšnim delovanjem ne bomo prišli daleč. In da recimo na rebalans, da so bili popolnoma vsi amandmaji zavrnjeni. Ne glede na to, mislim, tudi iz strani Združene levice in drugih, ampak potrjen samo tisti, ki je bil koalicijski, da so tudi, če si dal amandma v rebalansu za svojo regijo, da so tudi v koaliciji tisti, ki so iz te regije glasovali proti amandmaju. To pomeni, da ne zastopajo ljudi iz svoje regije. Ampak ne vem, če si bo to volilno telo zapomnilo. Vprašanje, če si bo, ampak jaz sama osebno sem se odločila na to nenehno opozarjati, tudi svoje volilno telo, da so predlogi, ki se tičejo regije, bili zavrnjeni strani koalicijskih poslancev z te regije. Tako da, ja, ne veliča se, ne vztrajaš. Na odboru je predlog sprejet, na odboru, na delovnem telesu. Potem pa ta predlog gre pred auditorij celotnega državnega zbora, tam pa večinsko proti.
Ja, ker je to glasovalni stroj. Ne, ker je to glasovalni stroj in tako smo rekla, ne govorimo o vsebini več, ne? Ampak samo o tem, kdo predlaga. Na koncu, gospa Jelka Godec, kolikor vem, koliko ste bili, 10-11 let nekako vezani na to pokrajino v Muri? Od 1995 do 2006. No, torej 11 let, 11 let profesura v Rakičanu, v Radencih in v Sveti Trojici. Tako v Rakičanu 1 leto, v Sveti Trojici zaradi porodniške samo nekaj mesecev in potem v Radencih dobrih 10 let. In kakšni so, bom rekel, spomini na ta čas? Jaz moram reči, da zelo lepi in ko ste me poklicali najprej v Mursko Soboto, včasih se ti zdi, kot da ne greš domov, pa greš v zelo znane kraje in prijetne kraje in po Murci, prek Murci, super. Jaz moram reči, da sem zelo bila zadovoljna in to umirjenost pogrešam, moram reči. A tam pri vas je malo, razen Državnem zboru, ne? Ja, to pa ja. Povejte mi, naslednji koraki v Državnem zboru, razen tega, da se boste morali zdaj soočiti, da boste imeli komunikacijo z predsednikom vlade in z nekaterimi ministri, ki prihajajo zdaj iz stranke Modernega centra. To bo zdaj moralo precej sprememb doseči v glavi, da ne bo več SMC stranka Mira Cerarja, ampak Modernega centra. Ja, jaz bom kar govorila SMC rajši, da ne bom se zmotila, ampak ja, modernega centra, ne modrega, modernega. Modrega ne, modri so drugi. Ampak ne, oni so imeli modre spremembe, ne? Ja, se to res, ja. In zato me je malo Modrega centra, ne? Ja, to je njihova odločitev, gledajte, to ne moreš sprejeti, bolj verjetno na kongresu te zadeve, torej bomo morali pač malo preklopa narediti, mislim, da bo kar nekaj težav tudi na njihovi strani, drugače pa najboljše, da se držimo SMC, pa bomo vsi vedeli. Še nekaj me na koncu zanima. Pogovarjal sem se, to je že kar nekaj časa, z predsednikom stranke Janezom Janšo in je rekel, da morda letos še ne, ampak prihodnje leto pa da bodo predčasne volitve. Je kaj na tem zdaj vse te nove razpoke, ki se kažejo tudi z afero Setnikar, pa Klemenčič, pa konec konca še kaj drugega, da se razpoke povečujejo? Jaz mislim, da da se razpoke povečujejo, to se kaže tudi, bom rekla, v bistvu vse to kaže na to, no. Tudi to, da pravim predvsem ta privatizacija, da se znotraj koalicije ne morejo o tem dogovoriti, privatizirati dalje, ne. Jaz sama sem imela priložnost, da so se 3 koalicijske stranke plus Združena levica se vključila pred slovaškim predsednikom parlamenta skregale na uradnem sprejemu, skregale v bistvu se kar razvila čudna debata, tako da je predsednik Slovaške kar malo čudno pogledoval proti nam. In to so ene take zadeve. Potem je tukaj gospod Erjavec z pokojninami, vemo, kakšno je bilo zdaj pri sprejemu rebalansa, nekako izsiljevanje na tem področju. Potem je tukaj fiskalno pravilo, ki očitno, mislim, da koalicija nima 2/3, glede na to, da še tega ni na mizi. Menda celo Erjavec zdaj podpira fiskalno pravilo. Ja. Glede, pri gospodu Erjavcu nikoli ne veš, to smo se že navadili, enkrat tako, drugič drugače. Tako da jaz mislim, da je kar nekaj stvari, ki bo koalicija zelo močno treslo v tem letu. In se strinjam s predsednikom Janezom Janšo, da letošnje leto mogoče še zdržijo, naslednjo leto pa lahko pričakujemo, da bodo te zadeve, pa še kakšna druga se zna pojaviti. Ampak ključno bo verjetno privatizacija oziroma kako bo se izpeljalo vse skupaj okoli slabe banke in seveda tudi okoli državnega holdinga. Ker konec konca teh 10 koliko milijard je še na državnem holdingu kvalitetnega v narekovaju premoženja, to apetiti so veliki. Ja, apetiti so veliki v vmešavanje politike, koalicije, tukaj bo seveda vsak hotel svoje in transparentnost teh prodaj in tako naprej, to je vprašanje in ne vem, če bo gospod Cerar zdržal vse te pritiske oziroma vse te lobije, čeprav pravijo nekateri, da lobijev ni, da ni ničesar, da je vse lepo in prav, ampak razpoke se kažejo. Mi laični opazovalci dogajanja v teh posvečenih prostorih si včasih pač svoje mislimo, ne?
Ja, sej, gledajte, lahko si svoje mislite, mislim, da kar prav. Tako da jaz en želim, gledajte, se za Slovenijo ni dobro volitve na volitve, ne, ampak enkrat se stvari morajo razčistiti, jaz ne vem, no, mislim, ali kako ljudje ne vidijo, da v bistvu res so lovke vse povsod, da se še nismo otresli tistega, kar ste rekli na začetku pred 25 leti, besede socialistično in tega smo se že, ne, ampak ali smo se v vsakdanjem življenju v vseh teh, bom rekla, visokih krogih rešili tega. No, nehno se pojavljajo eni in isti ljudje. Že 25 let, Že ne? 25 let, kamorkoli se obrneš, eni in ista imena, ne. In gospod Klemenčič lepo se reši največjega torej predsednika največje opozicijske stranke oziroma pripelje do tega, da vlada pade, Janeza Janše, in dobi ministrski stolček. Sej, če narediš državni udar, je ministrski stolček nekaj... To je še najmanj, bomo rekli, ne? Tako, ne? Ja, gospod Pepevnik oziroma ta pomočnik njegov v NLB, ne. In to eno in isti ljudje se nenehno pojavljajo, ampak ta aroganca, ne, gospoda Klemenčiča ali pa teh ljudi je pa še najbolj presenetljiva, ne, oziroma z čistim, bom rekla, ciničnim obrazom pravijo, da to ni nič, da je to vse lepo in prav, legalno. Kaj bi še bilo, če bi imela ta koalicija celo ustavno večino? Koalicija ima v bistvu ustavno večino. Z podporo dveh opozicijskih strank. Seveda, z podporo dveh opozicijskih. Z AB in Združene levice. Ja, Združene levice, tudi moram reči, da jaz kolikor sedaj gledam v Državnem zboru, da edino Slovenska demokratska stranka je tista prava opozicija. Da vsi ostali, bom rekla, Alenka Bratušek in Združena levica pa sploh, to je v bistvu del koalicije, takoj kot je potrebna dvotretjinska večina. To se je pokazalo zdaj pri tem zakonu, v zakonski zvezi. Pa tudi Nova Slovenija včasih z določenimi zadevami, bom rekla, bolj služi koaliciji. No. Išče svoj prostor pod soncem. Ja. Ne. Mi pa imamo svojo zgodovino, bom rekla, toliko in toliko let svojega delovanja, svoje vrednote, za katerimi stojimo, zagovarjamo, smo načelni in ne odstopamo od tistega, kar smo si zadali. Nismo, bom rekla, enkrat tako in drugič drugače. In sedaj v Državnem zboru pravi, mislim, da smo edina prava opozicija. Alenka Godec, na koncu vseeno pomlad prihaja, pravijo, da s pomladjo prihaja tudi pomladna utrujenost. Zdaj, če sem dobro videl, je kar nekaj poslancev Slovenske demokratske stranke bilo v preteklih dneh, tednih na bolniškem, se pravi viroza, gripa. Nekaj treba jemati za krepitev imunskega sistema. Ja, nekaj smo bili v poslanski skupini, res desetkani in je bilo dvorani na zelo malo, ker so nam tudi nekateri učitelji, ampak res bila je bolezen na pohodu, ne vem, mislim, da tudi sama sem bila 3 dni in še zdaj imam bolj takšen glas. Ampak ja, bomo pa malo več v naravo, pa med ljudi. To pa mislim, da pri nas sploh ni problema. No. Hvala lepa še enkrat za obisk, za povedano. Najlepša hvala vam za povabilo. Mi pa se vidimo čez teden, srečno. Radenska in prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati.